Dobrodošli nazaj, tako tisti v živo, kakor tudi tisti preko virtualnih oken. Naslednji sogovornik, dr. Boris Vezjak. Ko vprašate umetno inteligenco, o našem govorcu pravi, da je slovenski filozof, družbeni kritik in publicist. Kot izredni profesor je zaposlen na Filozofski in Pedagoški fakulteti v Mariboru, kjer predava predmete povezane z zgodovino filozofije, mediji, etiko in filozofsko terminologijo. Je soavtor učbenika za gimnazije, avtor številnih drugih monografij, objavlja številne članke v medijih, političnem diskurzu in drugih temah. To, kar pa je gotovo še bolj zanimivo za nas, pa je tista predstavitev, ki sem jo sama slišala od odgovornega urednika Mladine Gregorja Repovža. Ko ne veš, pokličeš Vezjaka. Ko ti ni jasno, pokličeš Vezjaka. Ko je zapleteno, sedaj že veste, pokličeš Vezjaka. Skratka, sicer ne vem, dr. Vezjak, če mi bo vse to, kar boste povedali, všeč na temo manipulacij, dezinformacij, ampak vem, da je dobro vedeti to, kar boste povedali. Izvolite, dr. Boris Vezjak, beseda je vaša. Hvala lepa za ta laskav govor. Naj takoj demantiram, danes bomo govorili o manipulacijah in dezinformacijah. Kolega Repovž me nikoli ne pokliče, kaj zdaj to? Okej. Hvala za to prijazno povabilo. Vesel sem, da sem tukaj z vami. Prihajam z Maribora, tudi ravnokar. Zaposlen sem na Filozofski fakulteti v Mariboru in tudi Pedagoški fakulteti v Mariboru, kjer dejansko predavam kopico predmetov, med drugimi tudi medijske predmete. Eden se imenuje Družba in mediji in drug se imenuje Mediji in demokracija. Sem avtor, mislim, da kakšnih 3 ali 4 knjig posvečenih medijem, predvsem v povezavi medijev z političnimi in kapitalskimi vplivi na njih. Drugače pa ja, imam tudi svoj blog, v katerem dnevno spremljam dogajanje v slovenski medijski sferi, zelo kritično. Sem zelo, kako bi rekel, nepriljubljen pri medijih in novinarjih, ker razumejo mojo funkcijo in vlogo kot funkcijo nekoga, ki igra psa čuvaja nad nekom, ki je pes čuvaj. Tako da te vloge novinarji kot psi čuvaj ne marajo, ne, da bi kdo bil čuvaj nad njimi. Ne. Jaz seveda nimam te ambicije, ampak moja ambicija je preprosto biti medijski kritik in s tem se pač na dnevni ravni ukvarjam. Zdaj, rad bi se na začetku opravičil, ker sem iz, bi rekel, razlogov snemanja posajen v ta stol, običajno vedno stojim, tako da ne vem, kako bom to prenesel, ampak rekli so mi, da naj bom čim bolj fiksen na tem sedežu, da me bodo lahko vse 3 kamere ali 4 ujele, ne? Big Brother je ves čas z nami, kot vidite, in jaz bom poskušal zdaj sedeti na eni točki, v enem položaju, kar mi ne bo preveč prijetno, razen tega sem tule okleščen z nekimi mikrofoni in takimi stvarmi in se počutim že skoraj na električnem stolu. Zmenjeno, hvala, zato sem čakal za prijazen dotip. Zdaj, povedali so mi in zelo sem vesel, da ste narodnostno in jezikovno zelo mešana skupina. Jaz bi vas seveda prosil, glede tudi, da bom v izhodišču govoril slovensko, če me na točkah, kjer ne boste kaj razumeli, prekinete in preprosto vprašate, kakšno pojasnitveno zahtevate, kakšno pojasnitev glede na recimo potencialne jezikovne omejitve. Ampak lahko vas razveselim, da vam bom pokazal tudi en video skeč, ki bo pa v bosanskem jeziku, tako da boste po moje celo več razumeli od mene in na neki točki vas bom vprašal točno za 1-2 besede, ki jih pa jaz nisem razumel v tistem skeču, ker pač tako dobro mogoče ne znam govoriti, ne? Ampak to pride kasneje na vrsto. Zdaj, tema mojega današnjega predavanja bodo, kot vidite, manipulacije v medijih. Tema manipulacij v medijih je zelo široka tema, tudi tema dezinformacij, tema stereotipov. Sam se bom omejil na en majhen spekter te problematike in bom danes poskušal govoriti fokusirano, bolj ali manj izključno o naslovih, se pravi manipulacijah v naslovju, kakršnega mediji
prezentirajo, kakršnega mediji ponujajo in tako dalje. Tako da se bomo izključno vrteli in sam bom pazil, da govorim čim bolj, bi rekel, v tej smeri analize medijskih naslovov. Zdaj, nisem čisto vedel, kakšna bo vaša, bi rekel, jezikovna pripadnost, zato bo precej primerov iz slovenske prakse. Jaz upam, da to ne bo preveč moteče, govoril bom precej konkretno. Morda kakšne stvari ne bodo preveč razumljive in tam vas še zlasti, bi rekel, opozarjam, če ste lahko v tem smislu, kako bi rekel, nekdo, ki me opozori, da ne razume. Ne? Sam bom poskušal tudi kakšno stvar prevesti, če bo le mogoče. Tukaj na začetku podajam nekaj res ozko izbrane in profilirane literature, na katero se naslanjam. Te literature je seveda več, to je recimo samo en osnovni trigger, če bi vas mogoče tema toliko zainteresirala, zanimirala, tako da vam kadarkoli kasneje tudi pišem in pošljem te članke po elektronski pošti, kot veste, verjetno je danes zelo veliko tega mogoče doseči elektronsko, spravi znanstveni članki in publikacije obstajajo v elektronski obliki, jaz jih imam in če mi boste pisali, vam bom to preprosto po elektronski pošti poslal. Zdaj začenjam, kako bi rekel, z skokom v bazen. Vedno trdim, da se naučimo plavati tako, da skočimo v bazen, ne da telovadimo zunaj in poskušamo teoretsko plavati. Ne? Zdaj, vprašanje se glasi, zdaj se samo segrevamo okoli problema, kaj bi rekli, da je recimo narobe z naslovom tega prispevka v Slovenskih novicah. Slovenske novice so slovenski tabloid, ne? Žuta štampa, ampak ta žuta štampa v tem primeru pomeni, da so najbolj brani in kupovani slovenski dnevnik, ja, za naklado, ki je sicer zdaj padla, ampak je tam nekje okoli 40 do 50 tisoč dnevno. Ne. Mimogrede, najbolj pomemben slovenski dnevnik je Delo in Slovenske novice in Delo izdaja ista časopisna hiša in naklada Delu je padla na okoli 20-22 tisoč. Se pravi, da Slovenske novice vsak dan izidejo v enkrat večjem obsegu kot pa Delo. In mimogrede ni nobena skrivnost, da novinarji tega resnega časopisa Delo pravzaprav živijo od profita, ki ga ustvarja žuta štampa, torej takšne novice. Kaj bi rekli, da je narobe s tem naslovom? Tule piše, zbog 29-godišnje plakal partner Rosvite Pesek. Rosvita Pesek je znana televizijska voditeljica, moderatorka. Namiguje na nekaj drugega. Na kaj namiguje? Ja, po svoje ja. Ampak jaz bi rekel, da namiguje pravzaprav na prešuštvo, ki ga ni bilo. Ne? Namreč, ko začnemo brati tekst, vidimo, da ta tekst govori o tem, koga je izbrala njegova hčera. Ne? Se pravi, da naslov ponuja nekaj drugega od vsebine. Naslov nas zavede, naslov nas manipulira v neko, recimo temu, obsceno misel, da pomislimo, da je seveda na delu nek ljubezenski trikotnik, ne, ki ga pa v resnici ni. In ker nas do te mere pritegne, seveda gremo brati to novico, ki zveni žgečljivo in tako dalje. In na ta način nas ta naslov ujame, da prej kliknemo in preberemo to novico. Ne. Kaj bi rekli, evo, Hrvatica, kaj bi rekli o tem naslovu? Moram to prevesti. Najbrž. To je precej neprevedljivo, mi lahko kdo pomaga. Vleči s ponosom, kako naj rečem. Ta beseda ima v slovenščini zelo seksualen prizvok. Ja? Razumete, šta znači? Aha, ok. Seveda, naslov namiguje na neko seksualno konotacijo, ko jasno odpremo novico, te seksualne konotacije ni. Ne?
Ta dva primera, kot vidite, sta podobna in sem jih tudi nalož izbral, zato ker na nek način seksualizirata naslov, se pravi, poskušata nas potegniti, zanimirati, motivirati, da gremo brati novico z nekim, recimo temu, seksualnim, spolnim kontekstom, ne? Na ta način, da nas spodbudita našo spolno zanimanje ali pa radovednost in tako dalje. Ne? Podobno je tukaj, ne? Kot vidite, še ena novica slovenskih novic, prejšnja je bila iz Siola, Vesni odzela oddih, pokazal ji ga je med vožnjo, ne? Se pravi, jaz sem zdaj že malo pozabil, ne? Ampak to, kar je pokazal, ni tisto, kar mi pričakujemo, da ji je prikazal, ne? Mislim, pokazal. Ne? Ali pa recimo takole, Seks Janševa poslanka ga je vzela v roke. Ne? Spet tisto, kar pričakujemo, da je vzela v roke, ni tisto, kar je dejansko vzela v roke. Ne? Zdaj, kaj, da bi razumeli, bi rekel, alarmantnost razprave, o kateri bi se rad danes pogovarjal, sem vam tule pokazal današnjo stran žurnala 24. Ne vem, če berete žurnal 24, ampak žurnal 24 je med 5 najbolj klikanimi spletnimi stranmi v Sloveniji. Ne? Jaz mislim, da bolj kot katerikoli medij uporablja to, o čemer smo danes pogovarjali, o recimo temu psihološke medijske manipulaciji, imenovani clickbait. Pogovarjamo se dejansko o clickbaitih. Jaz bom prevajal clickbaite v slovenščino z clickvaba. Ni utečenega prevoda za clickbait. Ne vem, kako bi bilo to na srbskem, hrvaškem, bosanskem. Možete reči, kako je to na... Clickbait, clickvaba. A može se reči clickvaba? Ne. Ne, šta? Clickmamac. Clickmamac, nešto kao clickmamac. Mislim, da bi morali Sloveniji ta izraz, da clickbait ne more kar tako ostati. Ne? Ampak želim povedati, to je vstopna stran žurnala 24 danes, na današnji dan. Kot vidite, je praktično vsaka novica clickbait. Ne? Vsaka novica je clickbait. Se pravi, vse to bi leasingi radi skrili pred vami. Ne? Prej naslov vas vabi, kaj? Da kliknete, ker vam izrecno napoveduje, kaj? Tako rekoč seznam stvari, ki jih bodo v leasingu, če ga imate, skrili pred vami. Ne? Se pravi, vse to pomeni, da vas v novici čaka neko obširno pojasnilo, kaj vse vam bi radi prikrili, a ne? Ko boste vzeli leasing. Ne? Jaz moram tja gledati in tam dokaj slabo vidim, pa še daleče. Ampak, če bi šli analizirati, bi videli, da kaj se dogaja. Vidite tam spodaj desno, kaj se dogaja. Ne? Tipični clickbaiti, kot bomo kasneje videli, poskušajo na vsak način, tudi skozi vprašanja bralca, medijskega uporabnika povabiti k temu, da bi seveda na neko novico bodi si kliknil, bodi si bi si jo prebral. Ne? Treba se zavedati, da pravzaprav clickbaiti ne delujejo samo v digitalnih medijih. Ne gre za to, da za njih, da je, bi rekel, tehnologija clickbaitov nekaj, kar je vezano samo na digitalne medije, torej na splet, ampak jih imitirajo, kopirajo tudi klasični mediji. Se pravi, iste naslove, iste tehnike privabljanja pozornosti bodo tudi potem začeli uporabljati recimo časopisi ali pa recimo televizijski portali in tako dalje. Ne? Tako da to je zdaj ta razprava, ki bi jo rad danes začel. Načeloma, kot vidite, ne, so clickvabe, clickbaits pravzaprav neki senzacionalistični, provokativni naslovi, ki želijo privleči pozornost bralcev, ki nas želijo spodbuditi, da bi neko novico kliknili, prebrali. Ampak zdaj tega si ne želijo kar tako. Ne? Običajno je seveda motiv, kaj mislite, kakšen motiv je stoji za clickbaiti? Zakaj nam mediji vedno bolj ponujajo clickbaite? Ne? Mislim, da je širši okvir te razprave dejansko ta, da se naši množični mediji tabloidizirajo, da grejo po poti senzacionalizacije in da so clickbaiti, bi rekel, eden od načinov, tehnik, kako se tabloidizirajo. Ne? Ampak zakaj vse to počnejo?
Cui bono, bi rekli stari Rimljani, s kakšnim motivom, zakaj to počnejo? Magdo, kakšen odgovor? Kako? Trženje oglasnega prostora. Tako je, trženje oglasnega prostora ali še bolj preprosto večja branost, klikanost, ki prinese večje oglaševalske dohodke. Ne? Se pravi, vsak medij si danes želi večjo branost, večjo klikanost. Če bo imel večjo branost in klikanost, pomeni, da ima več medijskih uporabnikov, to pomeni, da lahko pritegne večje, močnejše oglaševalce in tako dalje, to pomeni na koncu več denarja. Ne? Slovenska medijska krajina, ne vem, če so vam to že povedali, je relativno majhna. Kot veste, v Sloveniji živi približno 2 milijona prebivalcev, to je relativno malo. Ne? Kaj bi recimo vi, ki niste Slovenije, rekli, koliko medijev obstaja registriranih v Sloveniji? Ima kdo kakšno idejo, koliko je teh medijev, ki so registrirani uradno v Sloveniji? Kdo bi tvegal, kdo bi riskiral? Evo ja znam da u Srbiji postoji u ovom trenutku negde 78 digitalnih medija koji su registrovani ili kao portali tradicionalnih medija ili neki, pa evo ako idemo tom proporcijom, na primjer da ima 35 u Sloveniji. Ok, ima 3000 medijev je uradno registriranih in to še ne pomeni, da je to skupna količina. Spravi v majhnem narodu, v majhni državi, kjer imamo samo 2 milijona medijskih uporabnikov, ki znajo slovensko, bolj ali manj, 2 milijona, imate 3000 uradno registriranih medijev. Se pravi, kaj nam to pove? To nam pove, da obstaja kanibalizem na medijskem trgu. To pomeni, da se mediji, novinarji borijo za preživetje. Mimogrede, v Sloveniji obstaja približno 2000 novinarjev. Narobe sem rekel, se opravičujem, 2000 medijev obstaja v Sloveniji, ne 3000. 2000 in obstaja približno 2200 novinarjev v Sloveniji. Ampak vse te podatke, ljudi, ki se preživljajo od novinarstva, ta podatek je, kot rečeno, intriganten, zato da razumemo, kako zelo krvavo je potem preživetje teh medijev in novinarjev na trgu. Se pravi, boriti se mora za preživetje. Se pravi, da so slovenski mediji zelo ranljivi in da so prej, po mojem mnenju, prej podvrženi vsem trendom clickbaitov, tabloidizacije, senzacionalizacije in vseh vrst nižanja profesionalnih standardov, kar je logično, ker morajo preživeti. Se pravi, da so bistveno bolj ranljivi in dogaja se, da seveda zdaj te digitalne tehnike privabljanja bralcev potem tudi v klasičnih medijih na nek način delujejo. Se pravi, ne gre za to, da so napačno je predstava, da clickbaiti so samo na spletu. Ne, clickbait naslove bomo našli tudi v klasičnih medijih. Ok, zdaj načini, kako se privablja skozi clickbaite bralce, so, kot vidite, senzacija. Se pravi, naslovi bodo tipično vsebovali nek element senzacije. To pomeni, da bodo vsebovali neke čustvene besede, neke dramatične elemente, da bo naslov pretiraval v nečem, da bo uporabljal neko hipertrofijo jezikovno, da bo šokiral in tako dalje in tako naprej. Spodaj imate en slovenski Big Brother oziroma, ko se reče, reality show, kjer, kot vidite v naslovu, Slovenske novice, torej ta najbolj bran slovenski dnevnik, znova namigujejo, da je partnerka ali sodelavka ali kaj, kako bomo temu rekli, mu pobegnila in da mu je pobegnila za razlogoma kaj podobnega. Potem je skrivanje. Značilno boste seveda v clickbaitih našli ta element, šta bi to bilo na hrvatskem ali srpskem, prikrivanja. Je to hrvatsko prikrivanje? Može, jel može? Ok, nekega prikrivanja. Se pravi,
neka ključna informacija, ki bo v tekstu sledila, nam je prikrita, sakrita. Ne? Zakaj? Zato, ker bo naša negotovost, naša radovednost bo šele povzročila, da bomo potem kliknili na informacijo in kot vidite, je zdaj že bivši predsednik Borut Pahor se pohvalil z 29-letnico. Spet imamo to seksualno lascivno asociacijo, ne, ko pomislimo, da se je zapletel za kakšno brhko mlado mladenko, v resnici pa je 29 let stara katrca. Ne. Se pravi, pazite, že vnaprej povem, ne, kolikor poznam situacijo, pravzaprav uredništva in novinarji več kot polovico časa porabijo za to, da si izmislijo clickbait in drugo polovico časa, da napišejo tekst. Spravi, poskušajo se vživeti v psihologijo bralcev, ja, in iščejo načine, kako bi te vabe, mamac, ne, kako bi jih izumili, patentirali, kako bi se spomnili nečesa, kar zveni sočno, pikantno, atraktivno, v tem primeru seksualno, lascivno in tako dalje. Mimogrede, predsednik Pahor, za tiste, ki tega ne veste, je bil priročna tarča to vrstnega plenjenja pozornosti, zato ker si je želel tega plenjenja. Ne vem, koliko poznate slovenske razmere, ampak predsednik Borut Pahor je ves čas deloval kot politik, ki, kot so mu rekli tudi v Guardianu, v Špiglu in teh pomembnih evropskih medijih, deluje kot kralj Instagrama. Ne? Kralj Instagrama. On je namreč v 10 letih svojega mandata vsak dan objavil neko tako atraktivno fotografijo z atraktivnim komentarjem na Instagramu. Ne? On je skratka uporabil vse možnosti, kako bi temu rekel, tega, da je postal medijsko atraktiven, še zlasti za tabloidne medije. Temu v medijskih študijah pravimo ne samo infotainment, infotainment, kot veste, je kombinacija razvedrila in informiranja, ampak dejansko politainment. Ne? Tako da predsednik Pahor je bil, bi jaz rekel, v Sloveniji pionir politainmenta. Se pravi tega, kako hibridiziramo razvedrilne elemente, zabavne, tabloidne elemente za resno politiko. Ne? On je dejansko bil štuser v politiki, če povemo po domače. Štuser, nekdo, ki se šali, ki je zabavljač, ki je na nek način skoraj da komik ali kaj takega in ki mu je pravzaprav ta element početja politike ali pa prezentacije politike pomembnejši, pravzaprav pomembnejši od resne politike. Ne? On je bil pravzaprav pionir medijskega populizma na ta način. Tretji element je radovednost. Ne? Se pravi, klik vabe, clickbaiti nas na nek način želijo prepričati skozi to, da želijo spodbuditi našo radovednost. Radoznalost, ja, mislim, da je pravi izraz. Spodaj imate en primer iz poplav, ki so bile nedavno v Sloveniji. Najbrž veste, da je Slovenija doživela pred 2 mesecema hude poplave, ujmo, ne, se pravi naravno nesrečo in tako dalje. Zdaj vprašanje se glasi, kaj bi vi rekli, zakaj so klik vabe, clickbaiti problematični? Ima kdo kakšen odgovor? Kaj je s klik vabami narobe? Zakaj si jih ne bi smeli želeti v medijih? Zakaj bi jih morali morda omejevati? Ali so pa nedolžne? Ali bi rekli, da so nedolžne? Niso profesionalne in so zavajajoče. So zavajajoče. Torej, ker niso profesionalne in so zavajajoče. Ja, vsebinsko zavajajoče. V redu. Ker mogoče nekdo prebere samo naslov in ne cele novice in potem lahko prenaša napačne informacije naprej. Tudi to je res. To je dobra poanta, nekdo prebere samo naslov. Čeprav potem ta, ki se je izmislil takšen naslov, ne bo zadovoljen, ker si ga je izmislil za željo, da kliknemo na
vsebino. Ja? To je zanimiva poanta. Ja? Še kdo? No, v redu, tukaj imam nekaj odgovorov. Možni odgovori ste, kot vidite, naslednji. Zdaj, na prvo žogo se bo reklo naslednje. Nek medij, ki uporablja konstantno clickbait, in kot vidite, jih je vedno več, in to je trend, ta dejansko prispeva k temu, da bodo bralci od tega medija odšli. Se pravi, da bo zaupanje v ta medij postalo manjše. Ne? Ta trditev predpostavlja, da se medijski uporabniki, državljani in tako dalje ne želimo clickbaitov, zato ker vemo, da je to oblika manipulacije v naslovu in da vsebina ne bo takšna, kot je v naslovu. Da gre za neke vrste prevaro. Se pravi, če nas nekdo vara, če vas sicer ne, nekdo doma vara, potem mu več ne boste zaupali. Če vas medij vara, potem mu več ne boste zaupali. Ne? Potem drug možen odgovor, kot vidite, je omejevanje kvalitetnih novic. Clickbaiti, clickvabe pravzaprav pomenijo, da smo zašli, kar zadeva tega, kar je vredno objave. Angleži pravijo newsworthy. Newsworthy pomeni vredno novice, vredno objave. Se pravi, raje objavljamo kot novinarji, uredniki, štancamo novice, ki so namenjene sami sebi, clickbaiti nas pripeljajo do novic, ki so nepomembne, s tem pa žrtvujemo resno kvalitetno novinarstvo, resne kvalitetne objave. Ne? Potem, ker gradijo na kratkoročni pozornosti in dolgoročno, kot rečeno, odganjajo bralstvo, potem, ker seveda prispevajo k temu, česar si ne želimo, ker so clickbaiti v osnovi manipulacija, ki temelji na dezinformaciji, na psihološkem zavajanju, bolj ali manj psihološkem zavajanju, ker kot vidite vsebuje te elemente seksizma. Pravzaprav tisti, jaz sem vam nalaž pokazal na začetku primere, ki so primeri seksističnih naslovov. Ne? Ker se mi zdi, da skozi clickbaite se legitimira seksistični diskurs. Ne? In da je to po sebi nevarno, zato ker seksizem po sebi stereotipizira ženska, običajno seveda ženska. Ne? Skratka, clickbaiti so nevarni zato, ker so v osnovi manipulacije, ker so zavajanje, ker stereotipizirajo in tako dalje. In vse to so prakse, ki jih v osnovi ne želimo imeti in jih zavračamo. Ne? In končno, ker na daljši rok to pomeni odpoved profesionalnim standardom, se pravi, clickbait novinarstvo nekako vodi v razpad profesionalnega novinarstva. Pomeni odpoved resnemu novinarstvu. Zdaj jaz mislim, da vsi ti odgovori so rahlo prekratki. Spravi, moja poanta bi bila, da je psihologija clickvab malce bolj komplicirana od tega, kar smo rekli. Želim povedati, da ti razlogi, ki sem jih ravnokar navedel, ne bi smeli biti vsi. Vsi so pravi, ampak niso edini in obstajajo še kakšni drugi. Namreč, kaj je moja poanta? Moja poanta bi bila, da clickvabe nekako iz bralcev ali pa medijskih uporabnikov izvabljajo neko reakcijo, v kateri ta, kako bi rekel, moralna poanta ni tako enoznačna. Ne? Meni se zdi, vi boste pa kasneje pritrdili tej moji zaenkrat intuiciji, da clickbaiti, clickvabe velikokrat ponujajo neke vrste prijazno igro medija z uporabniki. V tem smislu, da mi kot medijski uporabniki vstopamo v neke vrste, kako bi rekel, zabaven odnos. Ne? Se pravi, če jaz vidim naslov Jan ima novo in novica govori o Janu Plestenjaku, ne? Takoj pomislim, da ima Jan novo punco, ker jih pač imel že toliko, pa ima seveda spet novo. Ne? Novica govori o tem, da ima novo kapo, ne? Pravi, ima novo kapo. Ampak zdaj, ko jaz vidim, Jan ima novo, v tistem hipu, ko jaz preberem naslov, clickbait naslov, Jan ima novo, jaz nisem ta naiven medijski uporabnik, ki reče,
wow, ful me zanima, če ima novo, ampak si rečem, ne boste me, jaz vem, da je to klikvaba, ne? Ajde, da vidimo, kako ste me zdaj poskušali nategniti. Ja? Se pravi, ni tako, ne, da vsak medijski uporabnik težka najučina, ne, ki ne razume, kaj se dogaja, ampak je neka vrste socialna igra z medijem, bi jaz rekel. Ne. Vem, da je klikvaba, ampak jaz vseeno grem vanjo. Se pravi, vseeno pristanem na to igro. Ne. Se pravi, da stopim vanjo. Ne. To je zdaj, kako bi rekel, naša množična psihologija se je v tej smeri malce spremenila. Ne? Če malce karikiram, ta primer dajem študentom, ne? A veste, 20 let nazaj, ne, so vsi šlagerji turbo folk glasbi peli o tem, ne, pa ne turbo folk glasbi peli o tem, kao voli me, ljubi me, ljubi me, ljubi me, prosim, ljubi me, prosim, ljubi me, ne. Danes turbo folk šlageri zvenijo drugače, kao laži mi, varaj me, varaj me. Razumete, ne? Skratka, obstaja ta psihologija pristanka na laž, pristanka na varanje, pristanka na laganje in tule v tem odnosu z klikvabami se mi zdi, da se tudi to spostavlja, da to je nek pomemben element. Ne? Mi nismo tako neumni, da ne bi vedeli, da je klikvaba, ampak vseeno pristajamo na to. Ne? Mi smo zaljubljeni v neko osebo, ki nas vara, ampak potem, ker smo zaljubljeni, ne rečemo, ne, prosim, ne varaj me, ampak rečemo, varaj me, varaj me, varaj me. Ne. Hočemo, da nas vara. Ne. In tako dalje. No, zdaj malce karikiram, ampak želim povedati, obstaja nek ta, bi rekel, nasprotni psihološki trend. Ne. Okej. Zdaj ne bom šel v to širšo sliko medijskih manipulacij, ker bom zelo hitro zašel. Skratka, problem medijskih manipulacij je zelo, zelo širok in klikvabe bom jemal za en majhen element, recimo predvsem psihološko orientiranih ali pa psihološko motiviranih ali naznačenih medijskih manipulacij. Tako da bom v osnovi zdaj to širšo razpravo spustil, ker sicer mi bo zelo hitro zmanjkalo časa. Hkrati mislim seveda, da klikvabe, clickbaiti kot oblike naslovnih medijskih manipulacij prispevajo k našemu dezinformiranju. Povedano drugače, klikvabe so oblika zavajanja, so oblika dezinformiranja. Klikvabe so na nek način fake news pred fake news, so neka oblika fejkanja neke novice. Ja? Zdaj, na tej točki bi rad povedal nekaj malega o fake news. In moja poanta bo zelo preprosta. Se pravi, fake news so seveda lažne novice. Ja. Ampak težava naše razprave o lažnih novicah, o dezinformacijah in tako dalje, je naslednja. Da je pravzaprav celoten svet, vključno z medijskimi analitiki, ključno za množični mediji, pravzaprav pristal na imputirano razpravo o fake news, ki je bila sama po sebi fake news. Kaj želim povedati? Mi smo se o fake news v medijih, kot veste zelo dobro, začeli pogovarjati leta 16. In začeli smo se pogovarjati o fake news leta 16, kot da bi leta 16 odkrili fake news. Lažne novice seveda ne obstajajo leta 16. Ja? Zakaj smo se začeli takrat pogovarjati o fake news? Najbrž poznate odgovor. Zaradi kampanje v predsedniški tekmi, v kateri je nastopil Donald Trump. In Donald Trump, najboljši slovenski zet, ne? Ali pa najbolj znan slovenski zet, ne? Donald Trump je iniciral razpravo o fake news. Donald Trump je imputiral razpravo o fake news. Kako? Na ta način, da je, kot veste, množične medije obtožil produciranja fake news. Kaj je bila leta 16 Trumpova poanta? Zelo enostavna je bila. Njegova poteza je bila naslednja. Na nek način je potrebno v ameriške množične medije usaditi dvom, skepso.
Ja, ne je vera. Se pravi, ameriški množični mediji, CNN, Washington Post, New York Times, whatever, lažejo. In meni preprečujejo zmago na volitvah. In potem je sledil ta silogizem, da tako rečemo. Če vi dovolj časa državljanke, državljane preparirate, da začnejo dvomiti v medije kot nosilce fake news, potem več ne bodo verjeli tem istim medijem, ki bodo seveda pisali o tem, da je Trump lažnivec, manipulator, davčni utajevalec, same grde stvari, ki tebi, ki njemu, kot Donaldu Trumpu, škodijo. Ne? Poanta je zelo enostavna, na nek način neutralizirati kredibilnost množičnih medijev, zato da bi lahko zmagal na volitvah. In Trump je bil tisti, ki je iniciral razpravo o fake news. Trump je bil tisti, ki je iniciral razpravo o poresničnosti, ja? Post-truth. Trump je bil kasneje, ko je postal ameriški predsednik, tisti, ki je iniciral bizarno razpravo o alternativni resnici, alternative truth, poznate ta pojem, alternative truth, ne? Je zelo zanimiv. Ne? Morda se spomnite, kako je prišlo do te konceptualizacije alternativne resnice. Sprej, what the fuck is alternativna resnica? Ne? Zelo preprosto, tam je bila predstavnica Bele hiše in Trumpa so ujeli na neki laži, na neki nečednosti in tako dalje. Ne? In potem, ko so novinarji spraševali, zakaj predsednik Trump laže in tako dalje, se je v stiski oprijela tega koncepta alternativne resnice in rekla, ja, vse to, kar on pravi, je alternativno res. Kaj zdaj to pomeni alternativna resnica, je zelo zanimivo. Ne? Namreč, če jaz rečem, da so na stavbi Ikeje, tu zraven je Ikeja, ste opazili, ne? Da so na strehi Ikeje pristali Marsovci v svojem plovilu, v svojem ladji, ne? A je to resnica ali ni resnica? Kaj bi rekli? Ja, pogledamo in vidimo, da ni res, da ni resnica. Ne? Ampak zdaj, če ste vi tabloidni novinar, ali pa če ste Donald Trump, lahko rečete, ja, v Ikeji sredi Ljubljane je pristal UFO, pristali so Marsovci. In potem nekdo reče, sorry, to ni res. In potem vedno lahko rečete, ja, je pa alternativno res. Lahko bi pristali. Hipotetično bi bilo možno, da so pristali. In na tej logiki seveda delujejo vsi tabloidni mediji. Ne? Se pravi, ni ideja o tem, da delujejo na podlagi, kako bi rekel, izmišljenih informacij, neresnic, govoric in tako dalje, ampak na podlagi predpostavke, da je vse lahko potencialno res. Potencialno je res, da bi danes sredi Ljubljane pristal UFO in Marsovci. Ne? Potencialno je seveda vse res. Potencialno je res, da sem jaz Donald Trump preoblečen od nekoga drugega. Ne? Vse je potencialno res. Ne? Vi ste imeli v Sloveniji pred leti en tabloid, imenoval se je Bulvar, mislim, da je bil Bulvar, bil je priloga ljubljanskega dnevnika Dnevnik, ki se imenuje Dnevnik. Zdaj sem pa res pozabil, je bil Bulvar ali kaj je bil. No, v glavnem, mislim, da ni bil Bulvar, ampak bila je tabloidna priloga resnega časopisa Dnevnika in oni so imeli kampanjski slogan, kaj pa če vse res? Torej, vsakič, ko je bila reklama za ta tabloid, je pisala, kaj pa če je vse res? Kaj je bilo to v hrvaščini? Šta, ko je sve istina? Hopla je bil, po moje. Hopla je bila. Se pravi, a vidite, v čem je poanta? Za tabloidno novinarstvo je vse potencialno vse res. Najprej rečete, pristal je UFO, ja, kaj pa če je res? Sem trdimo, da je. Lahko je potencialno res. Ne? Se pravi, Trump je iniciral to razpravo o fragilnosti, recimo temu medijske epistemologije, tega, kar
nam na podlagi informacij in znanja mediji prinašajo, na ta način, kot vidite, je iniciral prvič dvom v resničnost, živimo v času postfaktičnosti, živimo v času post-truth, neke poresničnosti, živimo v času, ko nič ni resnično, ker so povsod same fake news, ne? Živimo v času, kjer je alternativna resnica tudi resnica, živimo v času pluralnosti medijske resnice, ker moramo dopustiti več resnic in potem pride na vrsto tudi kakšna alternativna resnica, ne? In potem je vse nenadoma res, ne? Vse je potencialno res. Ne? S tem je, kot vidite, nekaj močno narobe. In zdaj, kaj vam želim povedati? Po svoje strahovito, bi rekel, neverjetno, da so resni znanstveniki, da so vsi resni mediji, množični mediji, politika in širša javnost pristali na usiljeni diskurs o fake news, tako da vsakič, ko vidim neko razpravo fake news, rečem, čakaj malo, tudi zadaj je en Trump, ki nam sugerira, da se moramo o tem pogovarjati. Ne? Se pravi, ker ta razprava je prvič imputirana in fokusirana v eno smer, kot boste videli, fake news niso samo to, kar nam želi povedati Donald Trump, ne? Itak je služila, kako bi rekel, kot trigger, kot mamac, kot vaba za to, da se pogovarjamo o tem, ali CNN laže, ne, in tako dalje. In bila je uspešna. Kajti temeljila je na tej predpostavki, da če bo politik uspel usiliti dvom v množične medije, mu bo na volitvah uspela. In mimogrede bom dal eno slovensko analogijo. A veste, kako je Janez Janša zmagal leta 2004 na volitvah? Njegov ideolog je bil Peter Jambrek. Danes je on lastnik kopice zasebnih fakultet in tudi univerz v Sloveniji. On je bil takrat ideolog v Novi reviji, to je ena pomembna intelektualna revija, in pa bil ideolog Zbora za republiko. Zbor za republiko je bil neke vrste think tank Janeza Janše. In Janez Janša je prvič zmagal leta 2004 na volitvah. In ko je njegov ideolog Janez Janša stopil pred kamere po zmagi svojega političnega favorita, 3. oktobra 2004 je prišlo do te zmage, je rekel to isto stvar, ki jo je rekel Donald Trump, že leta 2004. Rekel je takole: nam je uspelo prepričati državljanke in državljane, volivce, da so podvomili v množične medije. Zdaj, ko so podvomili v množične medije, je prišlo do situacije, v kateri so končno videli, da je Janez Janša pravi in čist politik, in ta dvom v medije je rezultiral v politični zmagi. Ista logika je bila na delu že, kot rečeno, v Sloveniji, kot pri Trumpu. Kot veste, je seveda Donald Trump deloma zmagal tudi z načrtnim fabriciranim širjenjem teorij zarot, kot je QAnon. Ne? Kot veste, QAnon povezana z njegovo rivalko Hillary Clinton. Kot veste, gre za... Zakaj QAnon kot teorija zarote je tako zelo zanimiva? Zato, ker gre za politično dirigirano teorijo zarote. Večina teorij zarot, konspiracij, ni te sorte, ne, kot je bil QAnon. Kot veste, QAnon govori o tem, da naj bi Hillary Clinton bila na čelu neke demokratske druščine, ki se dobiva v neki pizzeriji, a je v Washingtonu, kjer v kleti te pizzerije zlorabljajo majhne otroke, begunce, drži, na ta način, da jim spuščajo kri in potem iz te krvi naredijo nek eliksir življenja in to pijejo. Skratka, gre za neke vrste variacijo satanističnega, pedofilskega kulta, ki je seveda bil izmišljen za potrebe diskreditacije Trumpove nasprotnice Hillary Clinton. Zdaj, kakšen vpliv so imeli tovrstne teorije zarote na to, da je Trump takrat zmagal, je odprto vprašanje, nek vpliv so seveda tudi imele. Ne? Ampak želim povedati, tudi teorije zarot, tudi konspirativnost je tovrstna fake news. Ne? Je novodobna vera, religija. Danes, kot veste,
teorija zarod deluje kot neke novodobne religije, ne, ki uspejo v tem primeru prepričati politične pripadnike Donalda Trumpa in to uspešno. To se je zgodilo seveda uspešno. Ne. Zdaj ne bom šel v to sistemizacijo tega, kaj vse so fake news, ker bo premalo časa. Samo eno stvar bi vendarle na tej točki rad opozoril. Kot vidite, dejansko prihaja do tega trenda upadanja zaupanja v množične medije. V tem smislu Donald Trump seveda ni lagal, ampak je na svoj način seveda prispeval k temu, da trendi zaupanja v množične medije tako ali drugače padajo. Ni samo tako, ne, da mediji sami jemljajo sebi kredibilnost, ampak jo tudi politiki jasno, da jemljajo. Ni naključje, da seveda tudi v Sloveniji smo deležni že 20 let političnih pritiskov na medije, na to, da ne samo, da se jemlje kredibilnost medijem, ne samo, da se napada, diskreditira novinarje, ampak se poskuša tudi medije osvojiti. Ne, se tipičen primer je vendar ta druga osvojitev RTV Slovenija, javne radiotelevizije v Sloveniji, strani Janeza Janše. Ne. To je bila že druga mimogrede osvojitev, prva je bila v njegovem mandatu 2004-2008, ne, kjer je bila RTV hiša čvrsto v rokah Janeza Janše in v njegovem tretjem mandatu od leta 2020 do teh dni, ne, kar se ta obrat dogaja, je prav tako bila, predvsem TV Slovenija v rokah Janeza Janše. Fake news so skratka bile strategija diskreditacije tradicionalnih medijev. Spravi, treba se zavedati, da obstaja, bi rekel, ta, recimo temu, avtentična razprava o dezinformacijah in fake news, kjer seveda analiziramo to, na kakšen način realno mediji dezinformirajo in lažejo in tako dalje, ponarejajo novice in tako dalje. Obstaja pa tudi način, kako se skozi diskurs o fake news lahko diskreditira. Ne? In ta Trumpov pristop je bil ta, ne? Da se fake news razprava je služila diskreditaciji tradicionalnih medijev. Ne? Eno stvar bi vam še rad pokazal, samo da vidite, kako daleč gre potem ta zgodba z fake news. In sicer takole, kje imam zdaj stole? Ok, vsi veste, to bo zdaj za vas zelo zanimivo, ne? Vsi veste, da je v tem času leta 16, nisem vedel, odkot prihajate, ampak fino, vsi veste, da je takrat v letu 16 prišlo do izbruha, kaj pa zdaj to delam, teh lažnih portalov, ki so bili vsi registrirani v Makedoniji. Se vi spomnite tega? V Makedoniji, v Velesu, v Titovem Velesu, se vi tega spomnite? Takrat je nastalo približno 100 lažnih spletnih strani, ki so jih mladeniči, mladi makedonski mladeniči ustvarili zato, da so širili pro-trumpovsko propagando. In bili za to plačani. Sprej, tukaj imate zdaj, tega se gotovo še spomnite, tukaj imate, kako bi rekel, direkten dokaz, kako smo res naivni, če verjamemo, da je fake news nek medijski fenomen, kajti seveda je, ne, ampak v tistem kontekstu svojega nastanka je diskurs o fake news bil, kot rečeno, politično imputiran, usiljen zato, da bi se prikrilo resnične proizvajalce fake news, ki so bili v Makedoniji plačani za to, nastalo je več kot 100 teh portalov, ki so izgledali verodostojni in ki so, ti mladeniči so preprosto bili plačani strani organizatorjev Trumpove kampanje, ne, da so naredili te strani in potem objavljali novice. Ne. To so bile novičarske strani, ki so izgledale, bi rekel, bolj in manj verodostojne, pa seveda so bile vse po vrsti, bi rekel, plačane za to, da širijo dezinformacije v podporo Donaldu Trumpu. Ne. Zdaj, če vas jaz sprašam, a je Donald Trump veliko lagal? Nekdo, ki je toliko krat govoril o fake news, ne, najbrž mu je v interesu govorjene resnice, ali kaj?
Kaj? A ste brali o tem? Po prvem letu Trumpovega mandata se je razkrilo, da je v prvem letu Donald Trump v svojih javnih izjavah izrekel 2000 laži. 2000 laži. In veste kaj? Washington Post in New York Times sta v malem fontu evidentirala vse te laži. Ni tako, da se nekdo zmislil, nekdo jih je dobesedno preštel. Ja? In jih objavil te laži, dokumentiral, pokazal, da so laži in jih objavil. In to sta naredila Washington Post in New York Times. Ja? No, zdaj jaz vas vprašam, koliko laži je uspelo Trumpu izreči v 4 letih njegovega mandata? Kaj? Izvinite, jaz sam htjela kažem, pošto ste rekli u prvoj godini da je bilo 2000, pa za 4 godine cenimo 8000 da je bilo. Pa da, ovdje piše 7600 posle 2 godine, a koliko posle 4? Eksponentno raste, kot vidite. Ne? Eksponentno raste. Ne? To so nore, to so srhljive statistike. Poglejte Washington Post. Poglejte Washington Post. Sprej nekdo, ki je bil tako iskreno zaskrbljen za fake news, ne, je v svojih 4 letih uspel izreči 30 000 laži. Celo prešteli so jih od 20 do 30 na minuto ali nekaj takega. A veste? Boljše vprašanje bi res bilo, ne? Ti novinarji so res nerodni, ne? Zakaj niso raje prešteli, koliko resnice je izrekel, bi bil seznam bistveno krajši, ne? Imeli bi manj dela. Ne? Tako da, ampak zdaj imam pa jaz eno zoprno vprašanje za vas. Ne? Povejte mi, če kdo iz Srbije, a vaši novinarji štejejo laži vaših politikov? Aleksandra Vučića, recimo. Ne smemo da pričamo. A ne smete da pričamo? Samo nisam razumela tačno pitanje, ali smem reći ću sve što zamislim. Šta je tačno? Vprašanje je, ali novinari v Srbiji preštevajo laži svojih politikov. Da li lažiraju? Da li srpski novinari broje laži svojih političara? Zavisi. Imamo 2 medija koje se trude da izbroje i na njih ukazuju. Svi ostali su pod vlašću i pod njegovom kontrolom. Ja. I, na primjer, jedan od tih tabloida Informer je imao u jednoj godini, to je sada nezavisno telo, izbrojalo 370 laži na naslovnim stranama u toj godini. Što znači da je svaka naslovna strana bila laž. Aha. Ali svi mediji... Pa to su malo generalizirali onda. Da. Oni su baš rekli svaki dan laže, onda je 370. Ne, malo više od svakog dana, zato što se nekada desi i 2-3 laži. Aha. Imaju više laži, ali a svi mediji koji su pod kontrolom države, oni bukvalno sve rade da nas ubede da ne verujemo svojim očima i da je laž jedina istina i tu se stvara zapravo ta... Tako je, demokracija. Znači, novinar treba da bude matematičar, aritmetičar, broji, laži. Pa nažalost sve češće se govori u kontekstu toga da je mnogo malo novinara među novinarima i da su uglavnom poslušnici ili neki radnici PR službi koji samo prenose te lažne informacije. No, moja poanta je bila, veste, da tule v teh prostorih, jaz za slovenske razmere vam lahko decidirano povem, da ne obstaja en medij, en novinar, ki bi prišteval laži slovenskih politikov. In meni je zelo žal, da takšnega novinarja ni. Se pravi, imate ta ekstrem, ameriški novinarji prištevajo laži svojega predsednika, imate slovenski primer, kjer nihče ne prišteva laži naših politikov, imate srbski primer, kjer, hvala Bogu, ste na boljšem kot Sloveniji, ker ste prišteli 370 laži. Pri nas nihče ni štel niti do 10, pa bi lahko po moje do 200, 300, 500. Ne? Mogoče tudi do 1000, ne vem.
Mogoče do 30,000, nisem prepričan. Ampak želim povedati, obstaja ta profesionalna razlika v novinarstvu, kot vidite, ker zato, da vi, veste, ne gre za to, da vi štejete laži. Vi jih morate znati tudi metodološko prepoznati in oceniti za laž, da nekaj pravzaprav laž je. Tako da tega, kot rečeno, nihče ne počne. Naslednji problem, ki se mi zdi pa, da ni toliko vezan seveda več na samo novinarstvo, ampak skozi medije, novinarje posredovano epistemologijo, recimo temu tako, ljudi, je pa naslednje, da ko laži, manipulacije, dezinformacije in tako dalje, stereotipi začnejo delovati. In začnejo delovati na volilno telo in začnejo delovati na državljanke in državljane. In tukaj vidite nekaj, čemer bi sam rekel, da je lep primer, ilustracija kognitivne disonance volivcev. Namreč v kampanji, preden je postal ameriški predsednik, je Trump zelo znano, ta njegova izjava je zelo, zelo znana, kot vidite izjavo tole. I could stand in the middle of the Fifth Avenue and shoot somebody and wouldn't lose any voter. Se pravi, kaj je s tem Trump povedal? Nekaj po mojem mnenju zelo, zelo, zelo pomembnega. On je hotel povedati tole, da če jaz danes nekoga ubijem pri belem dnevu, sredi New Yorka in tako dalje, mi bodo moji volivci še vedno zaupali. Se pravi, kaj? Da je Trump računal s tem, da mu volivci zaupajo, če tudi počne kaj kriminalnega, če tudi laže, če tudi nekoga ubije. Se pravi, da je končni cilj doseči zaupanje državljank in državljanov s pomočjo manipulacije. Ko dosežeš to prepričanje, vero volivcev, potem lahko delaš karkoli. Potem lahko sredi dneva poseljuješ, lahko streljaš in nihče ne bo verjel, da si to ti. Ali bodo tvoji privrženci rekli, to ni res, to so našemu Donaldu, najboljšemu slovenskemu zetu, podtaknili, ali bodo rekli, to sicer je res, ampak so ga razjezili, je imel dobre razloge, da je streljal, je imel dobre razloge, da je poseljeval, ali bodo rekli, ne vem, ja, je streljal, ampak iz tega se razbira njegova državljanska skrb za orožarsko industrijo in to moramo pohvaliti in tako dalje in tako naprej. Vedno bodo racionalizirali to vrstna ravnanja in to je tisto, kar je skrb vzbujajoče. Se pravi, ko mediji legitimirajo in racionalizirajo laži in dezinformacije, ko legitimirajo nosilce, v tem primeru politike, laži in dezinformacij, potem se v njih ustvari neke vrste kognitivna disonanca in ljudje postanejo to slepa čreda, the mob, the crowd, vodljiva. In človeška zgodovina je polna teh primerov, grozljivih primerov, kam ta slepota ljudi pripelje. Ta slepota ljudi pripelje. Se pravi, da je pravzaprav ta nevera, skepsa do množičnih medijev samo ena od etap na poti prepričevanja volilne baze, volivcev, državljank in državljanov. Ok. Potem gre zdaj mi bo počasi začelo hitro zmanjkovati časa, potem gre seveda ta zgodba o tem, kaj je narobe z laganjem v novinarstvu, kaj je narobe z manipulacijami v novinarstvu, zakaj dejansko oglaševalci zahtevajo in silijo medije in novinarje, da lažejo, da manipulirajo, zato da bi seveda proizvali čim večje profite ali pa, kot rečeno v slovenskih razmerah, ne da bi samo proizvali čim večje profite, ampak da bi mogoče samo preživeli, ker pazite, včasih ne gre novinarjem za profiterstvo, včasih gre samo za to, da se obdržijo na gladini in da tako ali drugače v nekih razmerah, ki so, bi rekel, rizične, preživijo, ker je pa situacija tako zelo huda. Ok, nekaj domačih primerov.
Ali se pravi, tipičen fake news, že v naslavju imate novinarja Večera, Uroša Esiha, danes je novinar Dela, ki objavi fotografijo Vurberga in pravi, ravno kar ta primer je nedolžen, ne? Ravno kar je toča na Ptuju, ne? Na Vurbergu, ne vem, če poznate te kraje, jaz jih poznam, jaz sem bil tam tudi doma, ne? Vurberg je dejansko en ovinek, veste, en ovinek je Vurberg, ne, na Štajerskem, ampak tukaj vidite seveda malo drugačna podoba. Kasneje se seveda zelo hitro razkrilo, da ta fotografija, ki je objavil ne tabloidni Večer in danes novinar Dela, ki ni tabloidni časopis, ne, da je ta fotografija seveda povzeta in da je stara, da je prišlo nekoč do ujme v Aucklandu v ameriški zvezni državi Kalifornija in da je pravzaprav izvira od tam. Ne. Slovenski portal Siol je potem razkril to prevaro, da tako rečem. Ne. Mogoče bi lahko seveda hitro ugotovili, da je šlo v izbiri slikovnega materiala za kakšno napako ali kaj takega, ampak dejstvo je, da tisti dan ni bilo dobene toče na Ptuju, tako da bi se novinar težko izmaknil, ne, tej razlagi, da je napačno fotografijo objavil, zato ker je pravzaprav govorila o toči na Ptuju, ne, in tako dalje. Ne. Potem bi rad opozarjal na eno zgodbo, ne vem, če bom imel čas, kako je takrat, leta 2017, slovenski časopis Dela se znašel pod tarčo kritik zato, ker ga je predtem kupil slovenski podjetnik Stojan Petrič, ki se nikoli ni ukvarjal z mediji. Ne. Zdaj začelo se dogajati, ne vem, če se vi spomnite, to je bilo 2015-2016, da so novinarji začeli množično zapuščati časopis Dela, da je bila uprava časopisa Delo obtožena, da je nesposobna, seveda novi lastnik Dela se je do tistega trenutka ukvarjal z gradbeništvom, kaj pa on ve o medijih in tako dalje. In potem se je Delo odločilo, ko je videlo, da je njihov renome prizadet, iti v neko propagando v podporo samemu sebi. In so se odločili, bi rekel, igrati na to oglaševalsko karto, da je pravzaprav časopis kredibilen medij, verodostojen medij. Ne? Želeli so povrniti izgubljajoče se bralce, ki so se odpovedovali od Dela, ki so videli, da se z Delom nekaj hudega dogaja, in potem so šli v to vrstno kampanjo in to kampanjo so izpeljali leta 2017 in kasneje tudi leta 2019. Šli so v to zgodbo, stojimo za svojimi besedami, eksplicitno so zaigrali na to karto, da je časopis Delo resen časopis, da to, kar lahko preberete v Delu, stoji, ne, je resnično, je objektivno, ne pa tam neke fake news in tako dalje. Skratka, ta kampanja je izredno gradila na tem kontrastu, da Delo želi biti resen medij in nasprotuje vsem fake news. Ne. Ampak težava te kampanje je bila, jaz sem žal edini o tem govoril in pisal, da je v bistvu, kako bi rekel, sama bila utemeljena na fake news. Prej sama kampanja je bila fake news. Ne. Naj to pojasnim. Najprej, kot vidite, so se reklamirali z tem, da ima Delo 1,2 milijona bralcev. Zdaj, malo prej sem že povedal, ne, da Delo ima v tem trenutku nekaj več kot 20,000 dnevnih naročnikov. Ne. Kako bi jih lahko imelo 1,2 milijona bralcev? Ne. Kasneje so to v drobnem tisku pojasnili in sicer na ta način, da so šli in so sešteli doseg vseh svojih edicij, tudi digitalnih edicij, na tedenski ravni. Na tedenski ravni. Ne? Zdaj nimam časa, da bi vse to razlagal, ampak kaj je poanta? Poanta je, da je ta sama kampanja za povrnitev ugleda časopisu Delo bila fake news.
Sama je bila utemeljena na manipulaciji. Sama je bila utemeljena na drobnem tisku, kjer so povedali, da so prišli do te številke 1,2 milijona na ta način, da so šteli vse edicije in to na tedenski ravni. Ne. Ta manipulacija je pravzaprav tudi vsebinska v tem smislu, ko dajem tukaj samo en primer, ne, da ni samo oglaševalsko etično problematična, ampak je, bi rekel, zavajanje na širši ravni. Predstavljajte si, bom dal ta primer, ne? Predstavljajte si, da vi kupujete nov avto in zdaj v drobnem tisku preberete, da ta avto popije 2 litra bencina na, 2 litra bencina popije. Ne? In vi ne preberete dovolj dobro in vse skupaj v majhnem tisku in nosite očala kot jaz in tako dalje, ampak tam piše, da popije 2 litra bencina na 50 prevoženih kilometrov in ne na 100 prevoženih kilometrov. A ni to manipulacija par excellence? A razumete? In na ta način je postopalo delo. Ne? Se pravi, povečalo je periodo merjenja na 1 teden, čeprav se pri tedniku mora brati v dnevih, ne? Zakaj bi se v tednih, ne? Seštelo je vse možne edicije in potem so trdili, mi dosežemo 1,2 milijona uporabnikov. Ne? Mi smo verodostojni, mi smo vplivni, mi smo in tako dalje. Ne? Težava je skratka bila v tem, da so z manipulacijo šli nad manipulacijo. Za fake news so šli demantirati fake news. Ne? Hoteli so nas opozoriti na ta način, da so oni na čelu, bi rekel, verodostojnosti novinarski, v resnici so pa si privošli, da ne grem v to analizo teh njihovih, bi rekel, kvizov in tako dalje, ki so bizarni, ki so smešni, ker nimam časa zdaj, ne? Kjer so si privoščili še več neumnosti, kot jih lahko zdaj seveda povem. Zdaj, če se vrnem nazaj k clickbaitom, jaz mislim medijski naslovi, ne? Jaz mislim, da je težava clickbaitov v tem, da so izmikajoči se temu, da bi jih lahko direktno obtožili novinarske profesionalnosti. Ko vi berete recimo srbski novinarski kodeks, etični kodeks, pa hrvaški ali bosanski ali slovenski, ne boste dobili neke podlage za to, kako bi lahko sankcionirali clickbaite. Ja? Ni podlage za to. V tem smislu jih je težko preganjati. Ne? Recimo v slovenskem prostoru je največ, kar bi lahko našli, 10. člen našega kodeksa, ki pravi, da naslovi podnapisi ne smejo potvarjati vsebine. Na nek način clickbaiti, clickvabe vedno potvarjajo vsebino. Ne? Ampak potvarjajo na nek specifičen način. In zdaj pa jaz vas sprašam, ali bi lahko na podlagi 10. člena novinarskega kodeksa preganili čisto vse clickbaite v Sloveniji, je po moje zelo težko. Ne? A bi zdaj novinarsko častno razsodišče, ko tem odloča, meni dalo prav, ko bi jaz poslal njim pritožbo zaradi članka z naslovom Jan ima novo kapo, Jan ima novo, ne? In bi to namigovalo na to, da ima novo partnerko, v resnici pa ima novo kapo. Ne? A to je potvarjanje vsebine? Na nek način ni. Ne? Ni potvarjanje v polnem, pregnantnem pomenu, a razumete? Ne? A pa ta 29-letni Borut Pahorja smo videli za 29-letnico. Ne? Na koncu izpade, da je to katrca njegova, ne? Ki je stara 29 let. Ne? Mi pa mislimo, da je seveda mladenka, seksapilna in tako dalje. Ne? A je potvarjanje vsebine? Na nek način ni. Skratka, kot vidite, je ta direktna obtožba, da clickbaiti potvarja, manipulira vsebino, je malo na trhlih tleh. V resnici je manipulacija, ampak ni v tem pregnantnem smislu. Recimo bom dal še en primer iz dela, ki je naslednji. Ne? Peter Prevc, to je slovenski skakalec smučarski, ne? Je pred leti, kot vidite, v nekem intervjuju dejal, malo se bom umaknil iz športa. A vidite ta naslov v delu, ne? Z leta 16.
Potem berete intervju z njim. Kaj mislite, da je intervju opisala v resnici? Da je konec sezone. Pa da ga Ja. se Sezona zaključila. Dobro sklepate, ampak ste optimistični. Glejte, tole je pisala. Za 2 dni se bo omaknil športa. Ne? Se pravi, mi preberemo, malo se bo omaknil športa in se reče, o ne, zdaj pa konec karijere, kaj zdaj, groza. Ne? A on se bo za 2 dni omaknil. Ne? Pazite, to ni zdaj tabloid, to je časopis Dela, ne, ki naj bi bil resen časopis. Ne. Tako da, recimo, imate en primer Siole, recimo, takrat sem se jaz to pripravljal za eno predavanje, kot vidite, bi moral najti kakšne bolj sveže primere, ampak vseeno tudi so. Če želite dobiti službo nikar na FDV, zdaj FDV je kratica za Fakulteto za družbene vede v Mariboru. Ne? To je ena fakulteta, ki je strani slovenske desnice, politične desnice, stigmatizirana kot neka komunistična trnjava in take stvari. Ne? To vam razlagam zato, da boste razumeli ta clickbait naslov. Ne? In kot vidite je naslov, če želite dobiti službo nikar na FDV. Ne? Zdaj vsak bo rekel, oprostite, a res, Bill Gates je govoril o FDV, ne? Svetuje nam, da se ne vpišete na FDV. A vidite, ne? Pravzaprav svetuje, ne? Namreč objavil je na LinkedIn, mislim, da v mrežju neko, bi rekel, svoj pogled na to, kateri so bodoči lukrativni in pomembni poklici, ne? In potem, kot vidite, jaz sem potem na Facebooku me kar berejo, vidim, ne, pa so na Facebooku se to obregnil in čez pol ure je ta naslov zginil, ko so videli, da je to malo prehudo, ne. In so dali ta naslov. Niso imeli časa, kot vidite, da bi spremenili naslov, so dali samo 3 pike, ne. Zdaj, jasno, o čem je poanta. Bill Gates govori o tem, kako so seveda pomembni poklici prihodnosti, tisti, ki so ne vem kaj v smeri računalništva, inženirstva, ne vem kaj. In zdaj seveda urednik ali pa novinar je iz tega samo sklepal, ne? Sam je dodal v ta naslov neko posredno sklepanje, da Bill Gatesu pa niso všeč družboslovne usmeritve. Če mu niso všeč družboslovne usmeritve, potem je gotovo proti FDV-ju, torej Bill Gates odsvetuje, da se pišete na FDV. In da je bila stvar še hujša, je to bilo tik pred vpisom študentov na FDV. Ne? Zdaj lahko debatiramo, je bilo to politično malo tudi pogojeno z kako sugestijo ali ni bilo, ne? Tega ne vemo. Ne? Ok, če bi šli analizirati klik vabe, kako zvenijo, potem bi videli, recimo vzamete 10, bi rekel, klik vab, clickbaitov po njihovi izbiri, ne, ko pravijo, ti so bile najbolj klikane, kakšne so bile, ne, iz tega lahko marsikaj sklepamo. Ne. Kot vidite, to so bile najbolj klikani naslovi slovenskih novic leta recimo 16. Mimogrede, kasneje sem se trudil najti nekajkrat, pa nikoli nisem več našel takega izbora. Ampak običajno, veste, tam nekje proti koncu decembra dela mediji radi te inventure, pa se hvalijo z najbolj klikanimi stvarimi. Zdaj, vse so clickbaiti, ne, kot lahko vidite. Ne. Se pravi, pripravlja se nova vojna, veste, mislim, da je morski pes v Piranskem zalivu in take stvari. Ne. Zdaj, kako to deluje, ne? Kako clickbaiti deluje? Ne? Te tehnike vab govorijo prvič o tem, zdaj bom moral res začeti hiteti, ne? Da je potrebno v naslovju na nek način opozoriti na neko novost, na neko spremembo, ki se recimo ponuja. Ne? Kot lahko, ne, s tem na nek način predramite pozornost. Potem morajo biti besede, ki so v naslovju, pri clickbaitih, morajo delovati kot neke vrste čustveni emocionalni sprožilci. Ne? Potem običajno v clickbaitih zasledimo te apele k moraliziranju, ne? Pozitivnemu, negativnemu. Potem zelo veliko je tega razglašanja prihodnjega, skratka, kaj se bo zgodilo, kaj bo z našimi davki, ali bo nova vojna in tako dalje. Potem so ti radovedno zbujajoči stavki, recimo, poglejte, kaj je počela, ne? Ali pa pozor, ali pa šok, ali pa senzacija in tako dalje. Ne?
Potem imate ta negativna, superlativna povedna določila, nekdo je najslabši, nekdo je najboljši, nekdo je največji in tako dalje. Ne? Potem imate izbiro pretiranih besed, potem imate oštevilčene sezname, to je zelo popularno, se pravi, piše 10 nasvetov za boljši seks. Ne? Se pravi, čim je ta obljuba neke liste seznama, ljudje hočejo brati, ne? Ker ta njihov ekonomični si reče, aha, tu bo zdaj 10 nasvetov za boljši seks, 5 jih že poznam, doben je deloval, ajde, da vidimo preostalih 5. Ne? Skratka, to številčenje vedno deluje. Ne? 7 zdravilnih rastlin, ki vas bodo ozdravile, ne? Bolečine v želodcu in tako dalje. Ne? Neposredno naslavljene uporabnike vi ali ti, ne? Se pravi uporaba zaimkov, in to je recimo en del tega, kar mislim, da deluje v teh klikvabah. Ampak veste kaj, jaz imam še veliko tega, 140 slajdov, ampak jaz ne bi rad izpustil nečesa, kar mene tako strašno zabava in je po mojem mnenju v bosanščini, ker jaz dobro ne razlikujem več teh jezikov, ne, naših južnih bratov, in bi si res rad, da si 4 minute so to vem, da si to zavrtimo in kolega Franci bo to zavrtel, če lahko. Meni je to genialno, ne vem zakaj. Vi boste povedali. Pa 2 besedi nisem razumel, pa mi boste prevedli. Uredniče, tražili ste me. Ti si ovaj što sastavlja naslov. Ajde, sedi. Evo ga. Sveto pismo ispraznog tabloidiziranja. Žuta droga, žute štampe. Pročitaj kako se zove. Šta piše? Govninarski priručnik. Tako je. Zlatna pravila smećarskog novinarstva. Pa uredniče, da vas pitamo, jel ima neka skripta možda da se skine? Ovo je malo predebelo. Šta ti je tu predebelo? Pa ova knjiga. Joj momak, zlatna pravila ti nudim. Zlatna pravila. Ima ih 3. 3? 3. Šta će onda ovolika knjižurina? Ej, alo, prvo pravilo. Pre nego što objaviš vest, zapitaj se jel skandalozno. Uredniče, nećemo valjda samo skandalozno. Ej, saslušaj pravilo do kraja. Ako je skandalozno, odlično. Ako nije, ti ga napravi da bude skandalozno. Da ga napravim da bude skandalozno. Ajde, sad ću ja ti pokažem, daj mi to što si ti pisao. Dajte. Okotila se kornjača u gradskom parku. Dobro, ajde sad, kako ćeš sad ovo da napraviš da bude skandalozno? Pa tako što ćeš napisati skandalozno. Skandalozno. Da. Ajde sad to, evo ću ovaj tvoj naslov, čitaj ga i samo... Skandalozno, kornjača se okotila u gradskom parku. Može? Skandalozno. Kornjača kurvačetina se koti ko drogirana na sred parka. Da li smo ovo zaslužili kao nacija? Uredniče, mislim da je to malo... Pravilo broj 2. Deca, gladna, plaču. Sad razmisli, kad sredovečni piljar iz Despotovca vidi da je gladno dete dovedeno u vezu sa dnevnim događajem, on ne samo da klikće na vest, nego je i ljut. A šta to znači? Pa da će da čita 4.500 komentara ispod tog teksta. I ne samo da će da čita, nego će i da komentariše na njih i da refreshuje stranicu. Lupa. Znači, ajde sad patetika, primeni to na kornjaču. Patetika. Ajde na kornjaču primeni. Kornjača, kurvačetina se koti ko drogirana na sred parka, a deca gledaju. Skandalozno. Kornjača kurvačetina se koti ko drogirana na sred parka, dok je šiptarski turisti hrane mekikama,
a mali Pavle prosi za pola kifle i plače gde je moja mama. Da li smo ovo zaslužili kao nacija Device Marijo? Mislim da je ovo stvarno previše. Pravilo broj 3. Sad ide, pravilo broj 3. Ima li sisu? Ko ima li sisu? Kornjača? Dobro, ajde, da, može, ajde, kornjača, već učiš. Ajde, poveži sad ta dva. Kako da povežem kornjaču i sisu? Ajde, ustani ako ti je lakše. Ajde sad, da čujem. Ajde. Skandalozno, kornjači, kurvačetini, kipte sise dok se koti ko drogirana na sred parka, šiptarski turisti i 2 sisate cvećarke hrane mekikama, a mali Pavle prosi za pola kifle i pita gdje je moja mama i jesmo li ovo kao nacija zaslužili Device Marijo? Jesmo li ovo kao nacija zaslužili Device Marijo, ljudi moji? Tako je, i šta sad još fali na kraju? Samo još 2 stvari, 3 stvari. Šta ide sad? Ajde, sjeti se. Možeš ti to, ajde. Foto, video, sise. Tako je. Evo, tole je skeč, ampak jaz vam povem, da tako res deluje. Ne mogoče, da ni bi delovalo. Prvič, empirično to povedo novinarji. Drugič, ta fantazijskost, ta imaginacija, kot vidite, teh naslovov je tolikšna, da preprosto se tega človek ne more spomniti, a veste, novinar, urednik se tega ne more spomniti v 5 minutah. Res je potrebno veliko napora in energije. Tako zgledajo, po mojem mnenju, čisto zares razprave v medijskih uredništvih. Dobro, z nekaj pretiranja. Zdaj za konec te predstavitve, veliko stvari bom moral spustiti, bi rekel na takole. Mislim, da clickbaiti res zaslužuje posebno pozornost v tem poglavju medijskih manipulacij. Upam, da sem to uspel pokazati. Jaz mislim, da so tu razlogi, zakaj jih zaslužijo. Zato, ker kot vidite, bolj ali manj prispevajo k izkrivljanju same resnice, se pravi same objektivnosti obveščanja, samega profesionalizma, se pravi prispevajo k nižanju standardov novinarstva. Potem, zato ker očitno vpliva na javno mnenje, tako kot je danes kolegica zelo prepričljivo povedala, ne samo, da na koncu preberemo novico, kaj pa je s tistimi uporabniki, ki samo naslov preberejo, kar je še potem huje. Se pravi, že naslov je zavajajoč, potem imate kombinacijo zavajanja, ko primerjamo naslov in vsebino, potem imate pa seveda veliko teh, ki morda sploh ne bodo kliknili, čeprav si tisti, ki so clickbait, bi rekel, naumili, upajo seveda, da bo uporabnik kliknil. Potem izguba zaupanja v medije na način, kot se vam ga že pojasnil, zatem bi rekel caveatom, da morda pa ni tako preprosto, da bi lahko rekli, da zdaj, uporabniki clickbaitov in tabloidov več ne zaupajo medijem. Ker če bi to bilo res, potem slovenske novice v Sloveniji ne bi bile najbolje prodajan tednik. In to z velikim naskokom. Se pravi, kot rečeno, slovenske novice se prodajo tolikan kot Delo, Dnevnik in Malo večera skupaj. Spravi, ni videti, da bi ljudje ne zaupali slovenskim novicam, če jih zares kupujejo. Tako da ta argument je malce na tnalu. Se pravi, resni medijski uporabnik z visokimi standardi bo seveda ne zaupal, ne velja pa to za čisto vse. Potem povečane polarizacije, lahko si predstavljamo, da seveda tovrstni naslovi prispevajo k bolj konfliktni naraciji, k bolj konfliktnemu razumevanju recimo situacije v družbi, k polarizaciji in tako dalje, izgubi kakovostno novinarstva pa seveda itak. Evo, jaz bom, čeprav imam še veliko slajdov na tej točki končal, se vam zahvalil za pozornost in vas zdaj pozval k vprašanjem. Lahko mi pa, kar bo ostalo in ne bo odgovorjeno, tudi pišete in vam bom po mailu z veseljem odgovoril. Hvala za danes.